Nadaljujemo, da na kratko še nekaj povem o ustavno-pravnih politikih in o vprašanjih, ki so se razprle, ki pa so v povezavi z pravnim procesom. Že profesor Belej omenil, da je glede na mikrofon. Je profesor Belej omenil, da je glede na izkazane očitke o nepravilni uporabi prava, materialnega prava, seveda prihaja s tem tudi do ustavno-pravnih kršitev. Ustava določa v 23. členu ustave pogoje za tisto, kar imenujejo v mednarodni pravni doktrini pošteno sojenje, fair trial. In v primerih, če sodišče ne uporabi materialno pravo na način, kot je potrebno v skladu z dejstvi, seveda prihaja tudi ne samo do kršitve zakona, v konkretnem primeru zakona o kazenskem postopku in kazenskega zakonika, ampak tudi do kršitve ustavnih pravic in tudi do kršitve vseh tistih pravic, ki jih zagotavljajo mednarodni pravni inštrumenti, med katerimi zlasti Evropska konvencija o človekovih pravicah in zdaj tudi že listina temeljnih pravic Evropske unije. Tu gre v tem primeru gotovo za kršitev 23. člena Ustave Republike Slovenije, tudi zaradi premajhne stopnje določnosti pri opisovanju historičnega dogodka, na kar je tudi upozoril profesor Belej, pri čemer se je skliceval tudi na ustaljeno sodno prakso Vrhovnega sodišča. Citiral je tudi primere nekaj takšnih sodb Vrhovnega sodišča. V tem primeru gre seveda pa tudi za kršitev 2. člena Ustave, to je načelo pravne države, kajti načelo pravne države med drugim zahteva tudi jasnost in določnost vseh pravnih aktov. Tu so zdaj pač kršitve, ki se nakazujejo. Posebej tudi zlasti je bilo izpostavljeno vprašanje neodvisnosti in nepristranskosti sodnikov. Zato mi dovolite, da tudi o tem povem nekaj več. V slovenski pravni publicistiki in literaturi ni najti veliko premišljenih razprav o tem, katere so tiste ključne okoliščine, tisti conditio sine qua non, ki sistemsko in celovito zagotavljajo vsakemu sodniku posebej in vsem sodnikom skupaj ugled in spoštovanje, ter vsakemu posamezniku posebej in vsem skupaj pravico do poštenega in pravičnega sojenja. Zaradi tega tudi v poljubni publicistiki, pa tudi v dnevnih medijih ne najdemo zapisov, ki bi na ta bistvena vprašanja skušali ponuditi prepričljive odgovore. Večina pravnih razprav se vprašanja z vprašanjem etike sodnikov v okviru razprav o neodvisnosti sodnikov. Teh razprav je kar veliko, vendar ostajajo večinoma pri organizacijskih vprašanjih ali pa tudi pri vprašanjih v zvezi z funkcionalnimi vprašanji nastavitve in delovanja sodnikov, vsebinska vprašanja pa redko katero posebej. Vendar se z omenjenimi vprašanji, ki so pomembna ne le za posamezne države, temveč za najširšo mednarodno skupnost demokratičnih držav, sistematično ukvarja Mednarodna komisija pravnikov, International Commission of Jurists, s sedežem v Ženevi, ki je o tem izdala posebno publikacijo o mednarodnih načelih za neodvisnost in odgovornost sodnikov, pravnih zastopnikov in tožilcev. Ta publikacija gleda takole, jo tudi pokažem.
prva izdaja je iz leta 2004 s kasnejšimi dopolnitvami. V nadaljevanju prikazujem nekatere ključne poudarke iz te publikacije, ki se nanašajo na sodnike. Ključni in bistveni predpogoj za pošteno sojenje, torej za to je strokovni pojem, pošteno sojenje ni poljudni pojem, to je strokovni pojem, v angleščini se imenuje fair trial. Ta pojem opredeljujejo številne sodne odločbe Evropskega sodišča za človekove pravice, pa tudi recimo drugih znanih, uglednih vrhovnih sodišč po svetu. Torej, ključni, da se vrnem, in bistveni predpogoj za pošteno sojenje je ta, da so sodniki, ki odločajo o predmetu sodnega postopka, torej o konkretni sodni zadevi, neodvisni in nepristranski. Vsi mednarodni pravni inštrumenti, ki obravnavajo pojem poštenega sojenja, kot obstoj neodvisnega in nepristranskega sodišča, v angleški termin an independent and impartial tribunal. Po večkrat ponovljenem stališču Komiteja za človekove pravice pomeni pravica do neodvisnega in nepristranskega sodišča absolutno pravico, ki ne trpi nobene izjeme. Neodvisnost sojenja mora biti zagotovljena kot institucionalna neodvisnost sodišča oziroma sodne veje oblasti v celoti in kot neodvisnost vsakega sodnika kot posameznika. Poleg mednarodnih pravnih inštrumentov neodvisnost zagotavlja tudi ustavna in zakonska ureditev nacionalnih držav. Nacionalne države so dolžne v svojem ustavno-pravnem okviru zagotoviti pogoje, da sodniki neodvisno presojajo sodne primere. Neodvisnost in nepristranskost sta tesno medsebojno povezana pojma oziroma zahtevi in v mnogih primerih jih sodišča obravnavajo skupaj. Vendar ima vsak od obeh pojmov svoj lasten in različen pomen. V svojem najbolj temeljnem pomenu se pojem neodvisnosti nanaša na avtonomijo danega sodnika oziroma sodišča tako, da uporabi pravo glede na dejstva oziroma dejansko stanje. Pojem nepristranskosti pa se nanaša na stanje duha posameznega sodnika oziroma sodišča v razmerju do sodnega primera in v njem udeleženih strank. Nepristranskost sodišča je podano v zahtevi, da sodišče ne goji naprej oblikovanih stališč oziroma prejudicov o zadevi, ki je v obravnavi pred sodiščem, ter da sodišče ne sme dati ali dajati prednosti nobeni od strank in postopkov. Pri čemer je treba posebej poudariti to, da je tožilec v kazenskih postopkih, čeprav je državni organ, samo ena od strank postopkov. In dejstvo, da je državni organ, v tem pomenu ne daje nekakršne posebne prednosti ali nekega posebnega privilegija. No, ključni in bistveni predpogoj za pošteno sojenje je ta, da so sodniki, ki odločajo o predmetu sodnega postopka, torej o konkretni sodni zadevi ali primeru neodvisni in nepristranski. Sodniki se morajo tudi v vsakem primeru vesti nepristransko. Sodniki se morajo vedno vesti na način, da ohranijo integriteto svoje funkcije ter nepristranskost in neodvisnost sodstva. Nepristranskost sodišča je torej mogoče opredeliti kot odsotnost predsodka,
nerazpoloženja ali naklonjenosti do katerega koli od odrejencov postopka. Pri tem je treba upoštevati tudi primere, kjer predsodek ni viden, temveč le navidezen. To dejstvo pogojuje nadaljnje proučevanje tega pojava, tako se subjektivne kot se objektivne perspektive. Evropsko sodišče za človekove pravice je že davno izrecno vzpostavilo posebno natančno razlikovanje, posebno fino distinkcijo med subjektivnim pristopom sodnika k uresničevanju nepristranskosti v konkretnem primeru in objektivnim pristopom, za katerega je začelo to, da sodnik ponudi dovolj zagotovil, da v tem pogledu izloči vsak legitimen dvom o svojo nepristranskost in svoje ravnanje. V tem primeru gre za razlikovanje med subjektivno in objektivno nepristranskost. Sojenje je nepošteno. Ne le takrat, kadar sodnik ali sodišče ni nepristranski, ampak tudi takrat, kadar sodnik ali sodišče ne vzbuja videza nepristranskosti. V tem pogledu gre za ustaljeno opredelitev testa in na neutemeljeno ustaljeno sodno presojo Evropskega sodišča za človekove pravice. Če katerikoli od dveh testov, torej tako subjektivne kot objektivne nepristranskosti, ne prestane ustaljene presoje, Evropsko sodišče za človekove pravice ugotovi v svoji odločitvi, da je bilo sojenje nepošteno, da je šlo za unfair trial. Nepristranskost opredeljuje tudi kodeks sodniške etike Slovenskega sodniškega društva, to je treba povedati. In če gremo zdaj na Slovenijo kot na nacionalno državo, govori o tem najprej ustava, slovenska ustava, v okviru 4. poglavja ustave, kjer je govora o državni ureditvi, je posebno podpoglavje sodstvo, in 125. člen govori o neodvisnosti sodnikov. Sodniki so pri upravljanju sodniške funkcije neodvisni. Vezani so na ustavo in zakon. To pa že spet pomeni, da če pride do očitne, napačne ali zmotne uporabe materialnega prava, gre v tem primeru tudi za kršitev 125. člena ustave, ne samo 23. člena ustave, ki izrecno govori o neodvisnosti in nepristranskosti sodstva, ampak tudi za kršitve te izrecne določbe, da so sodniki vezani na ustavo in zakon. To je v bistvu temeljna ustavna določba, ki kot izhodišče za ves sodni sistem, za sodišča in za funkcijo sodnikov predstavlja prav neodvisnost sodnikov v opredelitvi neodvisnosti, nepristranskosti, o kateri smo pravno gledali. Naj povemo še to, da je tudi zakon o sodniški službi določa, da mora sodnik pri uresničevanju svojih pravic vselej ravnati tako, da varuje nepristranskost in neodvisnost sojenja in ugled sodniške službe. Poleg tega pa se mora posvečati službi s polno predanostjo in izpolnjevati svoje obveznosti po najboljših močeh. Naj opozorim še na določbo 2. odstavka 8. člena zakona o sodniški službi. Ta opredeljuje poseben pogoj za izvolitev oziroma imenovanje na sodniško mesto. Tako osebnostno ni primeren za opravljanje sodniške funkcije tisti, za katerega se na podlagi dosedanjega dela, ravnanja ali obnašanja utemeljeno sklepa, da sodniške funkcije ne bo opravljal strokovno, pošteno in vestno, ali da kot sodnik ne bo varoval sodniškega ugleda, nepristranskosti in neodvisnosti sodniškega sodnika. To se pravi, da so
tudi pri nas podani ustavni in zakonski okviri, da pojme neodvisnosti in nepristranskosti razumemo in razlagamo tako, kot je pozoril tudi profesor Bele, da to niso samo kautele, ki na eni strani varjajo sodnike, ampak da so to predvsem tudi zahteve vseh državljanov do sodnikov in do sodne oblasti, ki morajo biti izpolnjene, kajti če te kautele, če ta zagotovila poštenega sojenja niso izpolnjena, potem seveda tudi ne moremo v takšnih primerih govoriti o poštenem sojenju. Tu je seveda, gre seveda vedno od primera do primera, zato sem tudi zdaj na začetku povedal, da ne moremo posploševati vse, kar smo tudi danes povedali, v celoti na celotno pravosodje ali na celotno sodno oblasti, ampak da pač izrekamo kritiko, lahko vedno izrečemo utemeljeno kritiko, lahko smo kritični do posameznih konkretnih primerov, to kritiko je pa seveda treba tudi obrazložiti in utemeljiti. In mislim, da smo danes tudi marsikaj temu že prispevali.